zakon omogoča tudi uveljavljanje posebnih okoliščin, kot neke vrste pritožba na to vrednost. Ampak predno pridemo do tega, je potrebno povedati, da v tem trenutku se ta konkretna posplošena vrednost ne bo uporabila v procesu, recimo potrebe obdavčitve ali pa v kakšnem drugem upravnem procesu, bo prej kot informativne narave. In zato je zdaj čas, da lastniki nepremičnin, ko bodo dobili zbirno potrdilo, pogledajo, ali so na tem zbirnem potrdilu tiste nepremičnine, za katere oni vedo, da so lastniki, in ali so podatki o teh nepremičninah, se pravi površina in pa tudi številka parcele, številka dela stavbe, pravilni, in šele potem razmišljajo o sami določeni posplošeni vrednosti. Koliko se jim zazdi, da so pač podatki ustrezni, da ustrezajo dejanskemu stanju, da pa je sama vrednost po njihovem mnenju neustrezna, imajo pa možnost, da v določenih okoliščinah, v določenih primerih uveljavljajo posebne okoliščine. To pomeni, da naročijo cenitveno poročilo pri ocenjevalcu vrednosti, pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin, in s tem cenitvenim poročilom dajo vlogo za uveljavljanje posebnih okoliščin. Zakon o množičnem vrednotenju je zelo natančno določil, kdaj se takšna posebna okoliščina lahko uveljavlja, in pa tudi pogoj, kako velik mora biti ta vpliv, da bi potem to posplošeno vrednost spremenili na konkretni nepremičnini. A tega cenilca plača torej pritožnik, če mu tako rečeva, sam? Drži, to je obveznost lastnika nepremičnine. Na strani države je potrebno plačati zgolj upravno takso za vlogo, medtem ko izdelavo tega cenitvenega poročila je potrebno plačati neposredno bodisi sodnemu cenilcu ali pa pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti, skratka nekomu, ki ima pravico izvajati to cenitev.